Pozdravljeni, dragi otroci! Čas je za našo čarobno meditacijsko pravljico. Najprej se udobno namestite. Lahko se usedete ali uležete, kakor vam je najbolj prijetno. Počasi in nežno zaprite oči ter se poskušajte čim bolj sprostiti in umiriti. Zdaj pa počasi in globoko vdihnite ter si predstavljate, da z vsakim vdihom vase sprejemate mir kot svež zrak iz narave. Zdaj pa izdihnite in z izdihom spustite, da gredo vaše skrbi proč, kot da jih vetrič odnese. Naredimo še en dolg, globok vdih in počasen izdih. Vaše telo je zdaj sproščeno, pa miren. Ste pripravljeni na čarobno potovanje? Pa začnimo. Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Skrivnostni dežnik Srečko. Danes bomo prisluhnili pravljici o dežniku, ki skriva prav posebno skrivnost. V majhnem mestecu, kjer sonce pogosto sije in kjer se dež včasih zdi kot čudovit obisk, je živel dežnik po imenu Srečko. Srečko je bil čudovit dežnik, okrašen z različnimi pisanimi vzorci in vedno pripravljen, da zaščiti vsakogar pred dežjem. A poleg svoje navadne naloge je imel Srečko še eno skrivnost. Ko je dež padal na njega, je njegovo notranje platno oživelo s čarobnim sijajem. Vsakič, ko je nekdo odprl Srečka med dežjem, se je zgodila prav posebna stvar. Ko je dežnik kapljice dežja prejel na svoje platno, je te kapljice spremenil v svetlikajoče zvezdice, ki so osvetlile pot pod njim. Tisti, ki so hodili pod Srečkom, so se počutili varne ter vesele, saj so imeli občutek, da hodijo pod nebom, polnim zvezd. Nekega deževnega dne
je v mesto prišla majhna deklica. Bila je žalostna, ker je njen sončen dan, ki ga je načrtovala, pokvaril nenaden dež. Ko je šla mimo trgovine z dežniki, jo je očarala srečkova pisana zunanjost, ter ga je z veseljem kupila. Ko je deklica odprla srečka med dežjem, je takoj začutila nekaj čudovitega. Kapljice dežja so se spremenile v drobne svetlikajoče zvezde, ki so ji napolnile srce s toplino in srečo. Hodila je po mestu in opazovala, kako se svet pod srečkom spreminja v pravljičen kraj. Ko je prišla domov, je povedala svojim staršem, kako čaroben je bil njen dan. Dežnik Srečko mi je pokazal, da tudi v dežju lahko najdem lepoto in veselje, je povedala. Njena mama se je nasmehnila ter rekla: Vidiš, včasih so prav ti drobni čarobni trenutki tisti, ki naredijo dan poseben. Dežnik Srečko je s ponosom sijal, saj je vedel, da je s svojo čarobnostjo dekličin dan spremenil v nekaj izjemnega. Ob koncu dneva je dež prenehal, a spomini na čarobne zvezde so ostali vselej v dekličinem srcu. Dragi otroci, tako kot skrivnostni dežnik Srečko, imate tudi vi v sebi posebne sposobnosti, da prinesete veseljo in svetlobo v življenje drugih. Morda še ne veste, kakšen vpliv imate lahko na ljudi okoli sebe. A vsak vaš nasmeh, vsaka vaša prijazna beseda ali dejanje lahko spremenijo nekomu dan v nekaj prav posebnega. Čisto vsi imamo to v sebi, ne pozabite tega. Tudi ko se nam včasih zdi, da je dan temen in mračen in se vse zdi težko, lahko najdemo čarobnost in lepoto okoli sebe. Morda v majhnih stvareh, kot so prijaznost, nasmeh, lepa beseda, ki jo lahko namenite svojemu sošolcu ali sošolki.
Bodite vedno prijazni in dobri. Bodite kot srečko. Nosite svetlobo in toplino v svet okoli sebe. Žarite tudi v najbolj temnih trenutkih. Dragi moji, vi to zmorete in znate. Srečno!